Ukrajina je trenutno v čudnem položaju. Vojno naravnani posamezniki na Zahodu so vsi osredotočeni na škodo povzročeno ruskim rafinerijam in logističnim centrom Wildberries. In seveda, prebivalci Kijeva so navdušeni nad tem, kaj bi se lahko zgodilo s tem, vendar imajo v mislih bolj neposredno skrb. Ruske balistične rakete padajo z zaskrbljujočo pogostostjo, večkrat na teden, v večjih valovih in z vse večjim številom žrtev. Zato je naslednja prednostna naloga Ukrajine najti rešitev za to grozečo težavo. In najboljša obramba v tem primeru je morda dober napad. Torej, danes začnimo s širšim razumevanjem trenutnega obrambnega položaja Ukrajine. Nato bomo raziskali 3 možne rešitve. Obrambno orožje za sestrelitev balističnih raket, ko se približujejo, droni za lov na izstrelilnike in ukrajinska raketna kampanja za uničenje ruskih raket. A začeti moramo s širšo obrambno sliko. Pred kratkim je za Ukrajino vse kazalo dobro. Okoli pomladi leta 2025 je Rusija pospešila proizvodnjo dronov Šahed, kar je pustilo posledice na ukrajinskih mestih. Edina svetla točka za Ukrajino tukaj je bila, da so bili originalni šahedi počasni in neumni. Ukrajina je odgovorila s povečanjem lastne proizvodnje še cenejših prestreznikov, podobnih temu, ki sem ga videl na inovacijskem dogodku NATO blizu Istanbula lani. Proizvedite 1000 takšnih na dan in zgradite mrežo za zaznavanje prihajajočih napadov, pa ste pripravljeni. Ukrajina je rutinsko prestregla več kot 90% teh šahedov, kar je sprožilo vprašanja, ali so šahedi še vedno stroškovno učinkoviti za Rusijo. Zdaj pa zgodba o ajatolovem darilu Putinu še zdaleč ni končana. Rusija je začela proizvajati različice na reaktivni pogon, ki letijo bistveno hitreje kot prestrezniki na propelerski pogon. Prestrezniki imajo zdaj le eno priložnost za prestrezanje iz neposredne smeri. Ni več možnosti, da bi jih ujeli. Posledično so se stopnje prestrezanja znižale za nekaj odstotnih točk. Toda Ukrajina ima še vedno občutek, da ima to situacijo razmeroma pod nadzorom. Po drugi strani pa se stopnja prestrezanja balističnih raket v Ukrajini močno zmanjšuje. Zdi se, da Kremelj razume šibkost, ki jo je odkril, saj se proizvodnja balističnih raket v državi povečuje. Tisti prestrezniki dronov, ki sem jih videl v Istanbulu, preprosto niso primerni za to nalogo. Veš, zadnjih nekaj let je bilo zame zelo napornih. Ni šlo samo za Istanbul. Bili so tudi London, Oslo, Bruselj, Haag, Tallinn in Reykjavik. In ena stalna frustracija na vseh teh potovanjih je bil mobilni telefon, ki ni več deloval pravilno. Toda zahvaljujoč sponzorju današnjega videa, Sailyu, tega problema nimam več. Saily je aplikacija za storitev eSIM. Preprosto prenesite aplikacijo Saily, izberite svoj paket in sledite preprostim navodilom v aplikaciji. Pripravljeni ste. Ko prispete na cilj, se samodejno aktivira in vas poveže z lokalnim omrežjem. Nobene nove strojne opreme ni potrebno. Z več kot 200 pokritimi destinacijami boste skoraj zagotovo imeli pokritost, kamorkoli greste. Ali lahko priporočim eno izmed njihovih tropskih možnosti namesto Norveške ali Islandije sredi zime? Poleg tega imajo prilagodljive pakete, ki bodo zadovoljili potrebe vsakega popotnika, od nekaj gigabajtov do neomejenih podatkov. In če obiščete Saily, to je SAIL poševnica William Spaniel, in uporabite kodo za popust William Spaniel, vse skupaj kot ena beseda, lahko dobite 15% popusta na eSIM paket. Zato se še enkrat zahvaljujem Sailyu za sponzorstvo današnjega videa. Še vedno moramo obravnavati možnosti Ukrajine za spopadanje z grožnjo balističnih raket. Na vrhu seznama je raketna obramba. Ja, prišli smo do tistega dela dneva, ko moramo govoriti o pomanjkanju sistemov Patriot v celotni zvezi. Morda ni dobesedno natančno reči, da je Ukrajini zmanjkalo prestreznikov Patriot, vendar je v praksi skoraj tako. Napad 5. avgusta je imel dobesedno ničelno stopnjo prestrezanja pri 28 ruskih izstrelkih. Slon v sobi je, da Združene države preusmerjajo svoj lasten kontingent Patriotov za obvladovanje vojne z Iranom. Ni presenetljivo, da je enostavno najti kritike Ukrajincev glede te odločitve. Vendar pa se mi ta smer pogovora ne zdi konstruktivna. Ko Združene države plačajo za ustvarjanje zalog sistemov Patriot, imajo tudi pravico odločati, kako jih bodo razporedile, na bolje ali na slabše. In trenutno to pomeni prestrezanje iranskih groženj proti zalivskim partnerjem.
Pritožbe, da bi morale Združene države te sisteme uporabljati v Evropi, popolnoma spregledajo očitke Trumpove administracije in številnih administracij pred njim. To je poziv, da bi morale Združene države plačevati za obrambo Evrope, namesto da bi Evropa prevzela glavno ali vsaj enako odgovornost za varnost celine. Dejansko, če pogledamo nazaj, je bil evropski problem splošno pomanjkanje vlaganj tukaj desetletja dolgo. Pred vojno so bile le Poljska, Romunija in Švedska resne glede kopičanja sistemov Patriot, pa še takrat so bile njihove količine zadostne le za srednje dolga spopadanja. Nasprotno pa se je država, kot je Nemčija, pripravljala le na konflikt, ki bi lahko trajal nekaj dni. To načrtovanje lahko opišem le kot strateško napako. Tudi če razumete, da je večina konfliktov v praksi kratkih, če se pripravite le na kratkotrajni boj, vas lahko nasprotnik hitro prebere, podaljša konflikt na srednje dolgo obdobje in vas nato pusti brez obrambe. Dobra novica tukaj je, da je prišlo do spremembe odnosa med evropskimi voditelji, kjer je obrambna poraba zdaj v modi pri veliki večini članic NATO. Povpraševanje po sistemih Patriot je zdaj očitno neskončno. Za boljšo predstavo, leta 2024 je Lockheed Martin izdelal svoj 2000 prestreznik PAC-3, približno 8 let po začetku proizvodnje. Ob tem neomejenem povpraševanju Lockheed Martin načrtuje, da bo leta 2027 izdelal 750 prestreznikov, do leta 2030 pa povečal proizvodnjo na 2000. Ta raven proizvodnje je bila vedno izvedljiva. Če bi Evropa pred desetletjem ustrezno investirala, bi imel Lockheed Martin proizvodne zmogljivosti za izdelavo vsaj 2000 kosov letno skozi celotno vojno in danes te razprave ne bi imeli. Vendar pa tudi to ni konstruktiven pogovor. To je razprava o preteklih grehih. Ne moremo skočiti v časovni stroj in povečati proizvodnje pred 10 leti, prav tako bo minilo veliko časa, preden bomo lahko začeli razmišljati o Patriotih kot o trajnostni rešitvi za ta problem. Morda bi se morali osredotočiti na to, kaj lahko Ukrajina stori, medtem ko se gradi več Patriotov, medtem ko Združene države in Ukrajina urejajo, karkoli se že dogaja z njihovo licenčno pogodbo. Ja, to je verjetno povsem drug video. Vredno je omeniti, da Firepoint poskuša razviti alternativo Patriotu, katere začetno testiranje predvideno za januar 2027. Bomo videli, kako bo to šlo. Kakorkoli, če ne moreš se učinkovito obraniti, ti preostane le, da greš v napad. In Ukrajina je naredila prav to. Z uporabo dronov je poskušala iskati ruske raketne izstrelilnike. Glavni izziv tukaj je, da je platforma, kot je Iskander, nameščena na tovornjaku, zato uporablja isto strategijo izstreli in se umakni, kot jo morda poznate pri sistemu HIMARS. Raketo, ki jo izstrelite, bodo zaznali sovražni radarji. Takoj, ko izstrelite, se odpeljete stran. Vsak povratni ogenj vašega nasprotnika bo zadel prazno polje, ko bo bomba pristala. Zdi se, da so krožeči droni odgovor na ta problem. Če imate obveščevalne podatke, da je eden od teh Iskanderjev v bližini, pošljite drone in preverite. Ko nato najdete svojo tarčo, napadite in uničite. Ukrajina je to taktiko uporabila večkrat. Tukaj je posnetek iz 13. marca v osrednjem Krimu, kjer so droni locirali in uničili nekaj Iskanderjev, ki so se poskušali zliti s pokrajino. In tukaj je še en niz napadov 24. marca na drugo vrsto balističnega raketnega sistema. Trije izmed njih so se odpravili na sproščeno večerno vožnjo. Toda ukrajinski droni so jih izsledili, vi pa si lahko predstavljate, kaj se je zgodilo potem, ko se ti posnetki končajo. Trik tukaj je v tem, da Ukrajina potrebuje določeno stopnjo zračne prevlade, da bi sledenje in napadi delovali. Čeprav je res, da je ruska zračna obramba šibka in se zdi, kot da sploh ne obstaja, so napadi na rafinerijo in Wildberry nekoliko zavajajoči. Ruska zračna obramba je izčrpana. Ukrajina pa te bitke dobiva zaradi številčnosti. Kjer to postane resen problem za Ukrajino, je, če Rusija začne premikati svoje mobilne izstrelitvene sisteme bolj v ozadje. Iskander naj bi imel doseg 500 km, kar je največ, kar je bilo dovoljeno po zdaj že neveljavnem sporazumu o jedrskih silah srednjega dosega. Rusija jih pogosto izstreljuje iz omejnih regij Brjansk in Kursk, kar jim daje več kot dovolj dosega, da zadenejo Kijev. Vendar so bile Združene države vedno zaskrbljene, da Rusija na skrivaj izdeluje modele z daljšim dosegom. Ukrajina trdi, da je eden od teh že v uporabi, poleg tega pa lahko vedno podaljšate doseg, tako da zmanjšate nosilnost. Torej, če bo Rusija to potrebovala, lahko izstreli z bolj oddaljenih varnih položajev.
Morda bo eksplozija manjša, vendar to Ukrajini ne bo v veliko tolažbo. Seveda lahko Ukrajina še naprej poskuša uporabljati drone za lov na mobilne balistične izstreljevalnike globje na ruskem ozemlju. In ruska zračna obramba je dovolj slaba, da je Ukrajina morda še vedno samozavestna glede svojih možnosti, kljub temu, da mora prečkati več plasti te obrambe. Večji problem pa nastane pri komunikaciji. To je aktivno iskanje. Ne moreš preprosto vnaprej nastaviti lokacije in upati na najboljše, saj je dovolj že 1 minuta vožnje, da prvotne koordinate niso več veljavne. Zato je Ukrajina pritisnila na Starlink, da je dovolil ukrajinskim dronom dostop do satelitskega interneta med temi lovi. Do zdaj je Elon Musk okleval z odobritvijo napadov na rusko ozemlje. Zdi se verjetno, da ima Ukrajina tu zmagovalni argument, dokler Kijev omeji napade na proaktivno uničevanje ruskih ofenzivnih raket. Če tega ni, Starlink ustvarja izkljujene spodbude, ki ščitijo Rusijo, kar spominja na to, kako je Bidenova omejitev uporabe ameriškega orožja v Rusiji spodbudila ruske enote, da so se zbirale za napade tik na drugi strani meje. Še zadnja opomba tukaj je, da so se okrepili pozivi, naj Ukrajina uporabi F-16 za iskanje izstrelitvenih naprav. Bistvo tukaj je dobesedno zgoraj. Z izstreljevanjem z višine lahko ukrajinsko orožje izkoristi gravitacijo in aerodinamični profil za globlji prodor v Rusijo. Kljub temu to ne reši problema taktike hitrega izstreljevanja in umika. Medtem pa ni dobra ideja, da bi letala F-16 neposredno vstopila na rusko ozemlje, da bi iz njih naredili učinkovite lovce. Ruska zračna obramba je sicer slaba, vendar ni tako slaba. Tvegati dron ni problem. Tvegati pilota in zelo drag letalnik pa je. Preostala možnost je, da pozabimo na izstrelitvene naprave in napademo proizvodnjo raket. S pomočjo nekaj tehnologije MILF je to presenetljivo izvedljivo. Čeprav je Rusija glavno proizvodno obrat postavila precej daleč na vzhod, lahko Ukrajina zdaj doseže tako daleč in ga je dejansko napadla že februarja. Firepoint, proizvajalec križarske rakete Flamingo, je z veseljem izpostavil njene zmogljivosti, saj je objavil ta posnetek izstrelitve in nato namerno prepustil gledalcu, da sam poveže, da so te rakete zadele tovarno Iskander. Glavna težava te strategije je, da so proizvodni obrati za balistične rakete razmeroma utrjeni cilji. Niso bunkri, vendar tudi niso vozila, ki bi preprosto ostala na polju. Nahajajo se znotraj stavb in potrebno je poškodovati strukturo stavbe, da dosežete želeni cilj. Flamingo to lahko stori, vendar ni enostavno. In postane še težje, ker za razliko od rafinerije ali distribucijskega centra, Wild Berry niso niti približno tako vnetljivi. Vprašanje, ki ostaja za Ukrajino je, ali je ciljanje na zaščiteno lokacijo boljše kot alternativa. Načrtovanje v času vojne včasih pomeni, da ignoriraš neposredno težavo, da bi dosegel dolgoročnejši cilj, kar bo na koncu prineslo manj bolečine zate na splošno. Če to uporabimo tukaj, ja, morda bi lahko uničil proizvodnjo Iskanderjev. Ampak kaj potem? Vojna se nadaljuje. Morda ljudje v Kijevu ne bodo več vsak večer hodili spat v strahu, a Ukrajinci na vzhodu bodo še vedno imeli žrtve. Kaj pa, če namesto tega uporabiš flaminge, ki jih že proizvajajo, da zadeneš kakšen politično občutljiv cilj? In potem to narediš znova in znova in znova? Ali to povzroči dovolj političnega pritiska na Kremelj, da bi razmislili o pogajanjih za dogovor? Ker če je odgovor da, je to morda bolje, kot pa poskušati uničiti Iskanderje. Ali pa so morda drugi vojaški cilji, ki jih je lažje zadeti kot proizvodnjo Iskanderjev. Čeprav to ne bo veliko tolažbo tistim, ki živijo v Kijevu, ponavljajoči se balistični napadi na mesto ne ogrožajo vojaške situacije na frontni črti. Če so Ukrajinci odločeni boriti se, je morda prenašanje teh izgub v mestih spet boljše kot alternativa. Vojna je nenehno tehtanje med možnostmi. Samo zato, ker obstaja problem, še ne pomeni, da bi morali iskati rešitev zanj. Tam zunaj je še na desetine drugih problemov in situacijo morate ustrezno razvrstiti po prioritetah. Torej, kakšne so naše ključne ugotovitve za danes? Ukrajinska obramba pred napadi dolgega dosega je trenutno neenotna, saj imajo ruske drone pod nadzorom, rakete pa povzročajo vse večje opustošenje. Izključno obrambna rešitev problema trenutno ni mogoča zaradi pomankanja evropskih nakupov in lastnih ameriških posegov v Iran. Droni ponujajo delno rešitev, saj lovijo izstrelitvene naprave, vendar bodo morda morali prodreti globje v Rusijo, da bi delo opravili učinkovito.
Nazadnje je Ukrajina poskušala napasti tudi samo proizvodnjo raket, vendar so velike razdalje in bolje zaščiteni cilji preprečili, da bi Ukrajina tam dosegla večji uspeh. Še enkrat hvala Sailiju za sponzorstvo današnjega videa. Obiščite saili.com/William Spaniel in uporabite kodo za popust William Spaniel, da dobite 15% popusta na podatkovni načrt eSIM. Če vam je bil današnji video všeč, ga prosim všečkajte, delite in se naročite na kanal in se vidimo jutri. Pazite nase!